Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Preko 200 dogodkov, različni glasbene, pevske, kulturne, kulinarični dogodki na različnih lokacijah, od trgov, tukaj Kizlštajna, Grajske Lipe, različnih lokalov. Skratka, res bo pestro, res bo poletje v Kranju trajalo dlje, kot je uradno poletje. Tudi drugače ste pristopili k temu, na koncerte lahko pridemo z brezplačnim avtobusnim prevozom, torej Kranj se razvija tako, kot ste si želeli in načrtujete. Ja, vidimo, da je to zelo dobro med ljudmi sprejeto. Poskusili smo, recimo zadnji tak dogodek je bilo Prešernov smenj 8. februarja, in ker smo naredili brezplačne avtobusne prevoze samo na 2 linijah, so potem tudi ostali nekako prosili, če lahko, in tako bomo zdaj probali. Vsak petek po 16. uri prevoz z našimi mestnimi avtobusi brezplačen. Torej, samo povabilo v Kranj na prireditve velja. Tako, pridite ali z avtobusom ali peš ali s kolesom, s kerojem, kakorkoli že, na trajnosten način. Kranj vas čaka, res veliko se bo dogajalo. Prešerno poletje bo tudi letos vabilo v Kranj. Organizirali ste številne prireditve, nadejate se mnogih zanimivih gostov, kaj bi posebej izpostavili? Ja, posebej bi kar težko izpostavil samo en dogodek. Toliko dogodkov je, da bi lahko rekel, bo sigurno največ koncertov, bomo kar rekordni, kar se tega tiče. Začnemo že zelo kmalu, tu na letnem gledališču Kizlštajn, na tem odru. Potem pa nadaljujemo vse tja do 12. septembra. Če gledamo zdaj, kar se tiče organizacije Zavoda za turizem in kulturo Kranj, bi mogoče povedal, da se bomo letos poklonili dvema znanima glasbenikoma, dvema znanima Kranjčanoma, in sicer eden je Matjaž Zupan, drug je Primož Grašič, in ona dva bosta letos imela 5. septembra na letnem gledališču Kizlštajn zelo zanimiv koncert, se pravi, kako bi rekel, po 40 letih ponovno skupaj, kar pomeni, da sta začela svoje glasbeno ustvarjanje skupaj z neko skupino imenovano Apokalipsa, potem pa sta šla narazen, nekako njuna glasbena pot je šla vsaka po svoje, en bolj v jazz vode, drug bolj v popularne vode, no, in tukaj bosta to zgodbo združila, predstavila svoje glasbeno ustvarjanje in nekako navdušila naše Kranjčane in ostale obiskovalce. Kar se tiče ostalih še dogodkov, mogoče je za izpostaviti tudi Joker Out, ki ga dela Klub študentov Kranj na Slovenskem trgu. Pomemben je tudi dogodek 15. junija, ki bo na glavnem trgu v centru mesta. Tam bo Pihalni orkester Kranj naredil prav poseben večer, namenjen 3. kranjskemu glasbeniku, in sicer Matjažu Vlašiču, zelo pomemben tekstopisec, zelo pomemben tudi ustvarjalec glasbe. Tako da oni bodo imeli res zelo zanimiv dogodek, in sicer brezplačen dogodek, tako da vabljeni vsi Kranjčani, da pridete. Kar nekaj takih pomembnih slovenskih glasbenih imen se bo zvrstilo na odru, tako da res lepo vabljeni. In še enkrat se bodo potem poklonili Matjažu Vlašiču tu na tem odru, na letnem gledališču Kizlštajn 12. septembra z drugimi gosti, pa tudi z drugo glasbo. Tako da se splačajo priti in na prvega, se pravi 15. 6. in potem še na drugega, se pravi 12. 9. Torej, Kranj je glasba, kulinarika, trajnost, vse torej letošnje poletje vabi v Kranj. Ja, tako je. Poleg koncertov seveda tudi ogromno nekih kulinaričnih dogodkov, kot so Kranjska dolga miza, kot so recimo kar petki, zelo popularni pri Vodnjaku na glavnem trgu. Ne nazadnje tudi karavana okusov, letos jo gostimo v času Kranjfesta, tako da kar nekaj dogajanja. Ne nazadnje zaključimo tudi Prešerno poletje z festivalom piva in kranjske klobase, ki bo 12. in 13. septembra, tako da ogromno kulinarike, potem tudi kar precej nekih kulturno-umetniških festivalov, kot so filmski festival Kraft, ki se začne junija, potem imamo tu kar Fotofest, ki se začne konec avgusta in se nadaljuje potem v september. Lahko omenim tudi Bien, to je festival tekstilne umetnosti. Pa potem tudi ogromno športnih dogodkov, kot so recimo športni dogodek Le Etap, konec septembra, potem Velika nagrada Kranja, začetek septembra, je Le Etap, potem konec avgusta je Velika nagrada Kranja. Potem imamo tu še odbojko na Mivki, pa tudi ostale dogodke športne, tako da nam ne bo dolg čas.
polno nek športa, polno koncertov, polno kulinarike, vse skupaj se pa poveže potem v eno celoto, kar se ji reče, Kranj ima bogat kulturni in športni utrip.